Dober večer, lepo pozdravljeni. Me veseli, da se vidimo. In se že naprej veselim teh naših predavanj v Egiptu. Se mi zdi, da je to ena taka posebna tema. Za uvod bi vas pa rad vprašal, če kdo ve, kaj je seket. Se mi zdi, da bo to pretežko, ne? Ampak da pomagam s kakšnim namigom, ne? Pa bi prosil Miloša, če mi čist majhen pridrži mikrofon. To se pravi od komolca do konice prstov, to je kraljevi komolec, ne? Kraljevi komolec. Ta kraljevi komolec je razdeljen na 7 dlani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lahko doma probate. Vsaka dlan je razdeljena na 4 palce. 1, 2, 3, 4. In to je bil pa merski sistem v času gradnje egipčanskih piramid. Osnova za merjenje dolžine je torej kraljevi palec, ki ima vlogo našega metra. Dolžina enega palca je 18,74 mm, iz tega sledi, da je dolžina kraljevega komolca 52,472 cm. Moram še to reči, da je kraljevi komolec se piše kralj z malo, ne? Ker imamo kakšnega tukaj, ki se piše pa z veliko, ne? In te mere so v literaturi malo spremenjajoče, ne? Recimo je vrednost tega kraljevega komolca 52,2 do 52,5 cm, ampak jaz si mislim, da so bili tudi takrat komolci različni, tako kot danes. Tako je. Ja. Seket je pa staroegipčanski izraz, s katerim so določili naklon stranskih ploskev piramide. To se pravi, kakšen kot je tam, ne? In to izhaja iz pravokotnega trikotnika, ki je sestavljen iz polovice roba osnovne ploskve, višine in dolžine stranske plošče. In išče se pa dolžina nepriležne katete ob tem pravokotnem trikotniku. In če to preračunamo potem v palce, pa dobimo točen nagib v stopinjah. Nagib te stranice piramide. To je genialno pravzaprav, ne? Ker so to zračunali v resnici, to gradnjo, brez kotnih funkcij, brez trigonometričnih funkcij. Takrat jih niso poznali sinusa, kosinusa, tangesa, kotangesa in tako naprej, ne? Nekaj neverjetnega. Če omenimo veliko piramido v Gizi, ki je zgrajena 2550 pred našim štetjem približno, je imela ta seket, ta naklon 5,5 oziroma 5 kraljevih komolcev in 2 prsta, kar je enako naklonu 51,84 stopinj. Neverjetno so to poznali. Ne moreš verjeti, ko to gledaš. O skritih podrobnostih gradnje piramid in v njihovih graditeljih pa naš predavatelj Miloš Krebor-Vahorčič. Izvoli. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zelo poučen uvod, moram reči, in o teh naklonih se bomo seveda kar nekaj pogovarjali in videli boste, kaj se je zgodilo, če niso tako natančno naštudirali, kot je gospod Vernik. Takrat se je marsikaj dogajalo, ne? Ali se je podrlo, ali pa seveda je bil rezultat tako bolj kilav, ne? Poglejte, nažalost, naša predavanja ne potekajo tako, da bi imeli neko, recimo temu, debato, ne? Vprašanja in odgovore, ampak začel bom pa vendarle z enim vprašanjem. Zakaj pravzaprav stari, faraonski Egipt
velja za tisto civilizacijo, ki nam je iz tega obdobja antike, ali pa če hočete pred grško-rimske antike, najbližji, nas najbolj privlači, nas morda najbolj zanima. Zakaj niso to recimo Hititi, zakaj niso to Sumerci, zakaj niso Babilonci. Veliko več nas je, tudi sebe štejem med to skupino ljudi, ki jim je stari Egipt od tega recimo neevropskega antičnega najbližji. Pa imamo vendarle civilizacije, ki so bile geografsko morda še bližje, tudi časovno manj oddaljene, ampak jih ne razumemo, ne cenimo tako, kot seveda cenimo stari Egipt in seveda faraone starega Egipta. Mi se bomo 6-krat srečali, vsakič na drugo temo. Poglejte, zgodovina starega Egipta je dolga tisočletja. Mi bomo začeli ne na začetku, kje pa, niti slučajno, pač pa bomo začeli v času pred približno 5000 leti. In potem bomo obdelali skozi teh 6 predavanj 3 tisočletja. Do konca samostojnosti starega Egipta, do smrti slovite kraljice Kleopatre VII. Vsako predavanje bo nekaj drugega, začeli bomo pa vendarle tam, kjer se mi zdi, da je najbolj prav, pri piramidah. Za sam začetek tega pa seveda vendarle rabimo nekaj osnovnih podatkov, da bo seveda vse skupaj lažje potekalo. Namreč o Egiptu vemo veliko, pa še vedno je veliko odprtih vprašanj. Stari Egipt je vendarle še vedno enigma. Zaradi tega sem tudi za naslovno sliko izbral Sfingo. Sfinga v naši, ne pa v egiptovski mitologiji, predstavlja tisto osebo, ki je zastavljala skoraj vedno, razen enkrat samkrat, vprašanja, uganke, ki niso bile rešljive. Torej, egiptovska Sfinga bo za nas precej bolj prijazna. Ne bom rekel, da zaradi tega, ker v Egiptu so Sfinge vedno moške, v evropski kulturi pa ženske. Pač pa zaradi tega, ker je Sfinga veliko bolj pozitivna pri Egipčanih, kot pa pri Evropejcih. Glejte, začeli bomo z osnovnimi pojmi. Namreč, da bomo mi lahko zgradili ne samo piramide, pač pa neko zgodbo vezano na stari Egipt, rabimo seveda te osnovne zidake. In prvi del današnjega predavanja bo povezan s tem. To, kar zdaj gledamo, je satelitska slika severnega dela Afrike in zelo lahko vidite položaj Egipta in pa seveda nasplošno neko podobo tega dela sveta. Vsi vemo, da je Severna Afrika od, če hočete, Rdečega morja pa do Atlantika ena sama puščava. Temu delčku tukaj rečemo rdeča puščava, temu delu pa seveda kar Sahara, čeprav tukaj le ta del v Egiptu bi lahko tudi libijska puščava imenovali, ampak vseeno. V glavnem, vse to je Sahara. In mi vsi vemo, da v Severni Afriki ljudje strnjeno živijo le na obali, in pa seveda v dolini reke Nil. Vidite, kako lepo vidimo ta Nil. Nobene druge reke ni, vidite, prav nikjer. Tukaj v Atlasu je sicer nekaj majhnih vodotokov, ampak tako, nič posebnega, vsekakor neprimerljivo z Nilom, ki se tule vidite vije iz tega zelenja te centralne Afrike, ko nakača proti Sredozemskemu morju. Poglejte,
v času, ki niti ni tako zelo oddaljen, nekje, bomo rekli, 8000, 9000 let nazaj, je življenje v Sahari izgledalo takole. Torej, to, kar vidimo, so stenske slikarije, petroglifi, ki so jih našli v Egiptu, na skrajnem jugozahodu, tam čisto v enem kotu na meji z Libijo, blizu je tudi Sudan, pa še katera od drugih držav. Dejstvo je, da to, kar mi tukaj vidimo, seveda ni puščavsko življenje, pač pa je življenje verjetno v neki stepi, savani, kjer je vendarle bilo dovolj očitno zelenja, hrane, da so lahko živeli ljudje in živali. Ljudje, ki so živali lovili in jih verjetno tudi že udomačili. To, da danes so te slikarije obdane, si upam trditi, z stotimi in stotimi kilometri puščave. Do najbližjega, recimo normalnega naselja, je najbrž več kot 1000 kilometrov. Tako zelo daleč od neke vode je vse skupaj. In vemo, da brez vode ni življenja. Brez vode tudi ni plavanja. Ampak starodavni prebivalci Sahare so plavali, kot vidite tukaj. Skoraj 700 kilometrov je proč od Nila ta jama plavalcev, kot ti pravijo. In dejansko so ti ljudje plavali po vodi, ki jo danes niti slutiti ne moramo. In jasno je, da so bili to neki drugi časi. In kaj se je zgodilo? Podnebne spremembe. Sahara je postajala vedno bolj topla, vedno bolj vroča, vedno manj je bilo padavin in seveda počasi so se ljudje in živali začeli umikati. Vedno bolj so se umikali proti robu, na obale Afrike, na severno obalo, zahodno, vzhodno in pa seveda edina taka, bomo rekli, pokrajina, ki je ljudem na dolgi rok omogočala preživetje, je bila dolina reke Nil. Spet jo tukaj zelo lepo lahko vidimo, od tega velikega jezera, ki je nastalo za Asvanskim jezom, pa potem seveda imamo tukaj gor Nil, ki se na koncu razširi v to veliko delto. Poglejte, skupaj z oazo Fajum, ki jo tule vidite, in pa nekaterimi novimi oazami, je površina, na katerem živijo Egipčani, velika približno 80 000 kvadratnih kilometrov. Torej, za 4 Slovenije. Veste, koliko je Egipčanov? Niti sami ne vedo genau, ampak tam nekje okrog 110 milijonov. Torej, predstavljajte si, namesto nas 2 milijona, bi nas moralo biti, če bi hoteli biti tako gosto poseljeni kot Egipčani, tam približno 26-27 milijonov na tej naši slovenski zemlji. Torej, to samo kaže na to, kako je seveda ta dežela ob Nilu privlačna za poselitev. Danes je to seveda preko vseh meja, ampak vedno ni bilo tako. Nil je tisto, kar seveda daje sploh temelje za nastanek Egipta, nastanek države in pogosto ste že slišali izraz, da je Egipt dar reke Nil. Zdaj si pa predstavljate, kaj se zgodi. Mi pridemo iz savane, iz neke stepe ob reko Nil. Namreč tam je edino možno življenje, ker pač je rodovitna zemlja, ker so letne poplave, ki prinesejo gnojilo za to zemljo in sem se naseli recimo 1,5 milijona ljudi, ki so preživeli razseljeni po milijonih kvadratnih kilometrov Sahare. Kaj pa zdaj? Naenkrat se je
spremenilo vse. In ljudje so se seveda zaletavali drug ob drugega. Postali so grozno, sosedi. Dobili so sosede, pa levega, pa desnega, pa spredaj, pa zadaj. In sami vemo, eni sosedi so zelo v redu, eni pa niso. In da ne prihaja do sporov, kar je taka zelo lepa medsosedska stvar, je bilo treba razmejiti zemljo, napisati zakone, kaj se sme, pa kaj se ne sme. Prej, ko si bil v stepi, je bilo vse eno. Spet svoje krave pasel tam, kjer si jih, če si je slučajno kdo mimo prišel, ga pozdravil ali pa nagnal, kakor ti je pasalo, zdaj pa seveda tega nisi mogel. Imel si tisti svoj košček, ki je bil seveda tvoj, ali pa si ga celo imel v najemu, ali kakorkoli drugače, ampak samo na tistem koščku si imel določene pravice, ki so bile omejene seveda s pravico tvojega soseda. In vse to je bilo treba urediti, zapisati in, pač taki smo ljudje, nadzirati. In ker si nismo mogli spomniti kaj boljšega, smo si izmislili državo. Tako je nastala država. Egiptovska država in zelo podobno nastane tudi recimo sumerska država, pa indijska, pa kitajska, torej države ob teh rečnih veletokih v Afriki in Aziji. Ampak seveda spet se vrnimo v Egipt. Egipt je seveda tisti, ki nam je zapustil nekaj neverjetne dokaze, da lahko seveda zgodovino te dežele beremo, pa ne samo beremo, gledamo tako kot odprto knjigo. Nobena druga civilizacija nam ni tega omogočila. Nobena druga ni bila toliko pametna, da bi seveda ljudem, kot smo mi, ki živimo 5000 let kasneje, zapustila toliko podatkov o samem sebi, kot je bil Egipt. In to je tista seveda fascinacija z Egiptom. Zakaj tako? Zakaj nas Egipt fascinira? To sem že na začetku vprašal. Poglejte, Egipt ni najstarejša civilizacija. Vsekakor so bili Sumerci prej, verjetno tudi Akadci, pa še kdo drug. Ampak Egipt je bil pametnejši. Za tiste zgradbe, za katere so bile za njih pomembne, to so bili templji in to so bile grobnice, so uporabljali kamen. Kot vidite, ta tempelj v Edfuju, južno od Luksorja. Čudovit tempelj, sicer tako rekoč nov. Nov, namreč nastal je v času Ptolemejcev, torej tako, 2100 let potem, ko so ta zadnjo piramido naredili. Mi moramo vedeti nekaj. Egipt je od nekdaj fasciniral ljudi, Grke, Rimljane, ki so hodili v Egipt kot prvi turisti. Namreč stari Egipt je bil recimo za nekega cesarja Hadriana, ki je Egipt večkrat obiskal, star že 3000 let. Ramzes II je živel 1500 let pred njem, ali pa pred Cezarjem, če hočemo. Torej je bil vedno star. Egipt je vedno veljal za nekaj starega, nekaj zelo, zelo starega. Čeprav, kot sem rekel, imamo v Mezopotamiji stare ali pa še starejše kulture, ampak čem je razlika? Tam niso gradili iz kamna, niso uporabljali kamna, pač pa opeko. Na soncu so še eno opeko, ki je za tisto klimo čisto v redu, ampak kljub temu ni pa večna, kot je kamen. In to je seveda tisti temelj, brez katerega mi Egipta v bistvu sploh ne bi poznali, če bi stari Egipčani tudi svetišče in grobnice gradili iz na soncu posušene opeke. S tem so gradili hiše, nobena se nam ni ohranila, palače, razen temeljev, ki so kamniti, se ni nobeno ohranilo. Potem pa seveda njihova vera v nesmrtnost. Ko pomislimo na stari Egipt in ko pomislimo na faraone, smo seveda soočeni z dejstvom, ki je edinstveno. Danes lahko seveda občudujemo prečudovite predmete, ki so jih stari Egipčani dajali svojim vladarjem v grobnice. Zakaj? Zato, ker so verjeli v posmrtno življenje. Ampak posmrtno življenje slehernika je bilo vezano na uspešno posmrtno življenje vladarja.
Stari Egipčani so trdno verjeli, da tako kot je vladar, božji zastopnik na zemlji, ima tudi, če hočete, neke posebne pravice, predpravice na onem svetu. Faraon, mrtvi faraon bo tisti, ki bo seveda na oni strani prosil za dobrobit svojih podložnikov, tako živih kot mrtvih. In zato je bilo nujno, eksistencialno nujno, da so seveda mrtvi faraoni bili preskrbljeni z vsem mogočim, tudi seveda s tako lepo posmrtno masko, kot jo vidimo tukaj. In gledajte, tu je še ena fascinacija, ki si jo bomo pobliže ogledali, ko pridemo do Ramzesa Velikega. Če greste danes v Kairo, v muzej egiptovske civilizacije, to je en nov muzej, hranijo tam mumije faraonov. Poglejte, vi lahko danes se zazrete v obraz človeka, ki je živel, vladal pred 4000 leti. Nikjer drugje na svetu nekaj takega možno. Mi imamo čez 1000 kipov cesarja Avgusta, ampak njega ni več. Sežgali so ga Rimljani, taka je bila pač navada, niso bolj zamirali svojih vladarjev. Stari Egipčani pa, celo tega ubogega Tutankamona so bolj zamirali in še danes lahko vidite njegovo glavo, in si predstavljate, kako je izgledal. Ramzes seveda vzbuja spoštovanje in strah še danes, čeprav ga 3500 let več ni. In seveda še marsikdo drug. Torej ta vera v nesmrtnost nam je omogočila izjemno priliko, da mi te ljudi, ne samo vladarje, namreč mumificirali so tudi druge, da te ljudi vidimo, tako rekoč v živo. Če pusti se ga lahko dotaknemo, to je bila sicer katastrofa potem, ampak vendarle v teoriji je tudi to mogoče. In seveda kamen je Egipčanom omogočil, da so zapiske, ki so jih imeli ogromno, hranili za vse večne čase. Tukaj imate hieroglife z enega templja v Karnaku, ki so odlično hranjeni. In odkar znamo brati hieroglife, to je zadnjih 200 let, je seveda nešteto besedil bilo prebranih, pokomentiranih in seveda s tem vemo o Egiptu veliko več kot seveda o Sumercih, Babiloncih in podobnih, ki so tudi pisali, ampak na glinene plošče, ki se pa rade razbijajo. Tudi predvsem zaradi tega, ker niso bile pečene, pač pa sušene. Seveda, hieroglifi so eno. A so vsi ljudje pisali? Seveda ne. Še danes niso vsi pismeni. Stari Egipčani so poznali dve pisavi. Hieroglife, sveto pisavo, v kateri so pisali duhovniki in vladar. Potem pa ljudsko pisavo, ki pravimo demotska in ki je bila precej bolj enostavna. Jo pa seveda tudi s tem, ko rečemo, da je enostavna, mi ne znamo prebrati. Jezikoslovci pač. Namreč na srečo so Francozi med to razvpito Napoleonovo ekspedicijo v Egipt našli kamen pri kraju Rozeta, kjer imamo napise, isti napis 3-krat v hieroglifih, v demotski pisavi in v grškem alfabetu. In na podlagi grščine so razvozlali seveda obe ostali pisavi in zdaj se seveda stari Egipt odprl raziskovalcem. Torej, te informacije, ki so jih Egipčani zapustili, so nam danes veliko bolj dostopne kot pa recimo informacije nekaterih drugih kultur. No, potem je pa tu neka večnost. Poglejte, civilizacija starega Egipta je tako rekoč neskončno dolga. Spet se bom vrnil v Mezopotamijo. Tam imamo Sumerce, pa Akatce, pa imamo Babilonce, pa imamo Asirce, pa še koga sem ven spustil. Kar naprej si sledijo neke civilizacije. V Egiptu pa ne. Tukaj imamo egiptovsko civilizacijo. Od začetka do konca. Več kot 3000 let. Poglejte, tukaj pred nami sta dva kipa.
ena od triad faraona Mikerinosa, ki ga lahko vidite, in pa podoba najverjetneje Kleopatre VII. Oba kipa sta narejena iz bazalta na isti način in če pogledate, žensko figuro tu pa žensko figuro tu, sta si seveda zelo podobni. Razlika je v tem, da je tukaj ima ženska to moško držo. Zakaj? Ker je vladalica in lahko ima eno nogo naprej, če ne mogla imeti obe skupaj. Ampak zakaj vam to kažem? Zato, ker je med tem kipom in pa tem kipom 2500 let razlike. A si predstavljate, kako je bilo življenje tukaj na Bledu pred 2500 leti? Si ne moramo, ker nimamo nobenih ostankov. In vendarle, ta kip je star 4500, ta pa 2000 let ali pa še malo zraven. Torej ta neskončnost te kulture je prav osupljiva, ker spet kaj takega ne bomo našli nikjer drugje na svetu, ne v tako dolgem obdobju. In potem lepota. Hočeš nočeš, estetski ideali starega Egipta so nam še danes blizu. Katera pa ne bi bila rada tako lepa kot Nefretete. Jaz se spominjam še, ko sem bil manjši tudi, da sem videl kar veliko žensk, ki so nosile na zlati verižici obesek z profilom tega kipa. Torej Nefretete je še v 21. stoletju lepotni ideal. Ena zrela, večna lepota. Tudi to je ona. Ker poglejte, kako moderno deluje, kako neizmerno lepa, prefinjena, torej kot filmska diva v najboljšem položaju. In to je spet nekaj, kar nas pri tej kulturi navduši. Najdemo se not. Torej lepotice, ki so takrat bile, so seveda še danes za navdih sodobnemu človeku. In seveda aktualnost. Namreč poglejmo tega pisarja. Kaj lahko vidimo? Je nek realizem. Gospod je skoraj tak, da bo vstal gor in začel seveda kaj razlagati. Ne bomo ga razumeli, ker pač staroegiptovski jezik je skoraj izumrl, poudarek na skoraj, namreč koptski jezik je derivat tega, ampak poglejte ga, zelo realno upodobljen, ni najbolj mišičast, tak, kakršen je bil, očitno zelo premožen gospod, malo enega trebuščka le ima, pomeni, da se je lahko mirno do sitega najedel, pa še malo čez. In seveda taka podoba nam je čisto vsakdanja. Če bi danes kdo eno brisačo si dal okrog, pa se tako usedel, je isti. Če bi gledali recimo Sumerce, Asirce, Babilonce, s temi dolgimi bradami in krilatimi živalmi in tako naprej zraven, to nam je tuje. Egipčani nam pa niso. Egipčani so pa seveda nekaj, kjer se mi najdemo, kjer vidimo seveda tudi na nek način naše lepotne ideale. No in sedaj začnimo. Začnimo tam, kjer seveda se začne pravzaprav staroegiptovska civilizacija, to je z faraonom Narmerjem. Tukaj lahko vidite tako imenovano Narmerjevo ploščo. Tukaj še bolj, ker je z obeh strani. Narmer, ki mu v grškem zgodovinopisu pravijo tudi Menes, je vladar, ki mu pripisujejo združitev Egipta. Torej, do tedaj je bil Egipt razcepljen na več manjših državic in Narmer naj bi bil tisti, ki bi po vojnah, tukaj vidimo, kako z gorjačo pobija svojega nasprotnika in tukaj so mrtvi nasprotniki spode, kako je Narmer seveda premagal nasprotnike in dosegel združitev Egipta. Pravzaprav očitno dveh kraljestev, zgornjega in spodnjega Egipta. Zdaj seveda, kateri del Egipta je kateri del? To seveda moramo gledati glede na tok reke Nil.
Tako kot vse ostalo v Egiptu, tudi tukaj Nil seveda je tisti, ki narekuje vse skupaj. In vi veste, vi ste doma ob gornjem toku reke Save, spodnji tok je pa tam nekje pri Beogradu. Ravno tako v Egiptu. Gornji tok reke je seveda na jugu, spodnji tok je pa na severu, ker pač Nil teče od juga proti severu. Kairo danes je seveda spodnji Egipt. Da je Narmer združil dve kraljestvi, nam lepo ta del reliefa kaže. Imamo dve čudni pošasti, torej, ko bi rekli, opičji rep, pa tace, potem žiraf in vrat in pa levje glave. To sta dve kraljestvi, zgornji in spodnji Egipt. In to je seveda, lepo vidimo, kako se prepleteta v neko celoto, v neko harmonijo in to zdaj z Narmerjem nastane. Tukaj imamo tudi tako imenovano dvojno krono, sestavljeno iz bele krone zgornjega Egipta in pa rdeče spodnjega Egipta. In velika večina faraonov je prikazana z to dvojno krono na glavi. In to je seveda silno pomembno, to je simbol oblasti nad obema deloma države. Narmer nam državo ustanovi, ni pa seveda za sabo pustil še nobene piramide. Zato moramo seveda še malo počakati. Poglejte, tukaj imamo zemljevid spodnjega Egipta z najstarejšo prestolnico, to je bil Memfis, poimenovan po legendarnem kralju Menesu oziroma Narmerju. Kar se imen tiče, bomo uporabljali imena, ki jih poznate. To so grška imena. Čeprav mi imamo egiptovska imena, recimo namesto Keops bi bilo prav reči Kofu, namesto Kefren, Kafre in tako naprej. Ampak tega ne bom naredil. Govoril bom zavestno z temi grškimi imeni. Prvič, ker jih vi bolje poznate in drugič zaradi tega, ker seveda, če začnemo govoriti z egiptovskimi imeni, potem smo hitro v problemu. Namreč faraonom se je ime skozi leta daljšalo. Vedno nove in nove vzdevke so zraven dajali. Ko bomo prišli do Ramzesa, vam bom prebral njegovo celo ime. Sestavljeno je iz skoraj 100 besed. Torej, zakaj bi se mučili na ta način, če imamo seveda ta grška imena, ki so nam malo bolj v ušesih domača. Torej, glavno mesto je Memfis in okoli Memfisa imamo potem nekropole, torej mesta mrtvih, Gize, Sakara, Dahšur. Tu se bomo danes sprehajali. Zakaj na zahodu? Zato, ker na zahodu zahaja sonce in ker seveda se tam začenja dežela mrtvih. Sončni bog Ra vsak večer gre v podzemlje in se potem naslednji dan ponovno vrne, ko se dvigne na horizontu in seveda potuje čez nebo. In stari Egipčani so verjeli, da tam, kjer Ra zgine za obzorjem, tam se začne dežela mrtvih. In vse grobnice, ki jih imamo, so na zahodnem bregu. Tudi slavna dolina kraljev, dolina kraljic, pa še kaj drugega bi lahko našli. Poglejte, prvi kralj, ki ga bomo omenili kot graditelja piramid, je tale gospod Džoser. Tu nekje je vladal, torej, kar se tiče letnica. Bom čim manj skušal s temi letnicami, preprosto zaradi tega, ker niso sigurne. Mi moramo vedeti, da so stari Egipčani vlado svojih vladarjev zapisali na zelo, zelo različne načine. Najpogosteje, vsaj na začetku, Džoser je faraon 3. dinastije, potem glavni graditelji piramid so pa v 4. dinastiji, so takrat leta faraonovega vladanja šteli z vsakokratnim štetjem živine. Torej, poljedelstvo je bilo seveda glavna panoga starega Egipta. Živinoreja,
tudi, seveda. In za davkarijo je bilo zelo pomembno, koliko krav ima kdo, a ne? Ali pa koliko seveda gosi, ali pa koliko kaj svem česa. Zato so jih šteli, da so jih lažje obdavčili. In dolgo časa so zgodovinarji mislili, da je to štetje potekalo vsako leto. Potem so pa ugotovili, da verjetno vsaki 2 leti. Torej, če bi mi našli zapis, da je nek faraon v letu 17. štetja živine naredil to pa to, bi pomenilo, da je bil takrat na prestolu že 34 ali pa celo 35 let. In na to seveda se je treba preko ne zanesti. Imamo pa še številne druge načine, kako so šteli svojo vlado, svojih vladarjev, in tako je seveda potem, bom rekel, ena mala zmešnjava. Imamo sezname kraljev, ki pa niso identični. Torej, tu bomo precej na približno, se v glavnem sem cirka vedno zraven napisal. Poglejte, tukaj vidite faraona Džoserja, upodobljenega na način, kakor so upodabljali potem faraone do konca. Sedečega, z tem posebnim pokrivalom in v tem primeru še z nogami skupaj. Če faraon stoji, ima eno nogo naprej. Tisto, kar je seveda pomembno, je, da ta podoba, ki jo imamo, se ne spremeni. To je uradna podoba faraona, ki je tako rekoč identična, ampak vendarle, vsak faraon je bil vendarle človek, sam zase, in kljub temu, da so se vsi po istem kopitu dali upodobiti, opazimo razlike. To boste lepo videli, ko bomo gledali portrete očeta in sina, Kefrena in Mikerina, ki sta pač dokazano oče in sin, ampak sta vizualno precej daleč narazen. Ampak do tega še moramo priti. Poglejte, o vseh teh faraonih vemo zelo malo. Nažalost je največ o tem nam zapisal Herodot, ki je pa notorično nezanesljiv, da ne rečem lažniv. In zato seveda moramo v tem času, govorim seveda za staro državo, iskati vire pač tam, kjer so, s pomočjo arheologije. Bolj gremo seveda v sodobni čas, več je teh virov. Namreč, zakaj? Poglejte, v tem času so sorazmerno malo gradili iz kamna in še tisto, kar so iz kamna gradili, niso z nekimi velikimi zapisi krasili, tako da seveda je vsega skupaj sorazmerno malo. Kljub temu pa vemo, da je bil Džoser velik vojskovodja, da je zasedel Sinajski polotok. Zdaj, zakaj je šel na Sinaj? Zanimivo vprašanje. Predvsem zaradi rudnin, ki so tam bile. Tam so kopali zlato, tam so kopali baker, torej 2 rudnini, iz katerih so potem stari Egipčani naredili kovine. Zdaj, tukaj smo pri eni taki precej težki nalogi, da opredelimo to kulturo. Jaz vztrajam seveda na dejstvu, morda bo kdo rekel, to pa že ni res, ampak to je kamenodobna civilizacija. Namreč, moramo dobro pomisliti. Stari Egipčani so seveda poznali kovine, baker, zlato, kasneje so celo železo vedeli, da obstaja, ampak nič od tega niso uporabljali za, mi bi rekli, neke gospodarske dejavnosti. In zaradi tega seveda trdim, da je bil kamen tista osnovna stvar. Iz kamna so delali tudi orodje, da so obdelali drugi kamen. Namreč, vi boste videli potem prečudovite stvari, ki so jih naredili iz granita. Mislim, da je vsakemu izmed nas jasno, da če imaš ti od kovin na voljo baker in pa zlato, da s tem ne boš mogel narediti orodja, ki bi lahko obdelalo nek granit. Kaj šele diorit ali pa porfir, ki sta še malo bolj trda.
Torej so lahko samo z drugim kamnom to obdelali, razen če seveda v kakšne vesoljske teorije verjamete, upam, da ne. Kakorkoli, dejstvo je, da seveda so Egipčani ta material uporabljali delno za plačevanje, niso imeli denarja v strogem pomenu besede, pač pa so uporabljali recimo žigosano srebro in zlato, tako so rekli, pa iz bakra so pa seveda orodje in orožje delali, ki je pa bilo seveda sorazmerno mehko, torej predvsem to ni bilo orodje za obdelovanje kamna. Zelo zanimivo je, da imamo iz Džosarjevega časa tako imenovano stelo lakote. To je napis na otoku Elefantina, ki leži pri Asuanu, in tukaj lahko preberemo, kot sami vidite, gre za dolg zapis, kako je faraon modro vladal in preprečil, da bi seveda stari Egipt postal žrtev lakote. Podatki, ki so tukaj not navedeni, nam zvenijo zelo znano. Namreč to je zgodba, ki jo mi poznamo iz Svetega pisma. To je zgodba o starozavestnem Jožefu, tistemu Jožefu, ki so ga bratje prodali v Egipt, kjer je potem razlagal faraonove sanje, ki, kot veste, je kar naprej sanja o 7 debelih pa 7 suhih kravah. Podobna zgodba je tu zapisana, samo da seveda tam ste videli 2700 pred našim štetjem. Torej tukaj je vir za to svetopisemsko zgodbo. Zelo zanimivo. No in seveda zdaj pa pridemo tako daleč. Tako kot številni vladarji pred njim, je tudi Džosar že za svojega življenja razmišljal o svojem grobu. To so stari Egipčani počeli konstantno, vladarji pa še toliko bolj. Ker od njegovega posmrtnega življenja je bilo odvisno, ali bo Egipt živel v sreči ali pa nesreči. Do tedaj, do Džosarja, so veljake pokopavali v grobnicah, ki jim pravimo mastabe. Lahko vidite, gre za neke hiše z enimi vrati, brez oken, morda kako dvorišče. In te mastabe so dejansko bile kot hiše mrtvih. Če pokukamo v notranjščino ene od njih, potem lahko vidite seveda bogato poslikavo, štuk in pa poslikano, ter seveda eno zelo zanimivo stvar, to so lažna, navidezna vrata. Zakaj? Se vprašamo. Glejte, zelo preprost je odgovor. Odkar so poznali grobove, v katerih so ne samo pokopali ljudi, pač pa zraven dali tudi grobne dodatke, od takrat naprej poznamo roparje grobov. In vsak, ki je seveda si zgradil grobnico, je želel, da njegova grobnica ostane nedotaknjena. In da bi ostala, je seveda skušal človek, ki je dal grobnico zgraditi, prelisičiti roparje tako ali pa drugače. Kolikor vemo, razen Tutankamonu, pa še to slučajno ni uspelo nikomur. Torej, vse grobnice so slej ko prej našli, morda je še kaj kaka, ki jo niso našli, ampak v glavnem so našli vse in jih izropali, kljub takim in drugačnim prevaram, ki jih lahko opazimo v njih. Tu zdaj nastopi zgodbo genialni politik, arhitekt Imhotep. On je tisti, ki je nadzoroval izgradnjo kraljeve mastabe. Imhotepa so kasneje kot božanstvo častili, bil je bog zdravnikov, zelo cenjenega poklica v starem Egiptu. In Imhotep je seveda avtor, prvi znani arhitekt, če hočete, tega. Džosarjeve stopničaste piramide. Prve piramide v zgodovini Egipta. Iz kamna narejene. Kako je prišlo tako daleč, bomo najlepše na tej risbi videli. Torej, najprej je faraon dobil mastabo, torej veliko hiši podobno grobnico, iz kamna narejeno. Ampak Džosar se je bal, kaj bo, če pridejo roparji in jo oropajo. In takrat je Imhotep rekel: veličanstvo,
bomo pa zid naredili okrog. In tako seveda nastane tale zid, pravokotnik, in Džoser je bil vesel. Ampak potem pa ugotovi, da njegove grobnice nihče ne bo videl. Samo zid bojo videli, dolg zid, prazen, nič takega. In takrat pride Imhotep do te genialne ideje in seveda na prvo mastabo da drugo, tretjo, četrto, dokler ne pride do 6., do vrha. In s tem dobimo stopničasto piramido. Pomembno je, da se znotraj te piramide, tu lahko vidite različne hodnike, grobna izba kar naprej seli, pač glede na to, kako je izgledala zunanjščina, in seveda na koncu dobimo neko čisto novo zgradbo, ki je seveda veljala za res nekaj posebnega, in to je bil največji, najvišji kamniti spomenik v Egiptu tistega časa. Pri tem pa je Imhotep prišel z nekaterimi revolucionarnimi rešitvami, kot je ta stebrna dvorana. Lahko vidite stebre, levo in desno, ki vas bodo zelo spomnili na Grčijo ali pa na Rim. In če pogledate fasado te stebrne dvorane, imamo pred sabo kaj? V bistvu fasado enega grškega dorskega templja. Vse lepo in prav, ampak če bi mi šli gledati najstarejši ohranjen grški tempelj, dorski, z tako fasado, je absolutno približno 2100 let mlajši. Torej, to, kar so Grki potem kot višek svoje klasične arhitekture delali, so Egipčani poznali že 2100 let prej. Torej, neverjetno inovativno je Džoser tukaj s pomočjo Imhotepa vse skupaj zastavil. In piramida, ki jo tukaj vidimo, je seveda dolgo časa bila največja in najvišja zgradba v Egiptu. Danes je precej manjka. Tukaj vidite, da je bila še ena, pravzaprav tista prvotna mastaba, ki je danes skoraj ni več, zaradi tega, ker so roparji iskali, odkopavali, da bi našli vhod not. To je bilo potem, mislim, da 19. stoletju. Torej, Džoser že davno ni bil več not in tudi seveda nič v piramidi ni bilo, kar bi bilo vrednega za vzeti. Kakorkoli, čeprav ta piramida nima kvadratnega tlorisa, čeprav nima gladkih stranic in je visoka le 56 metrov, je seveda to prva egiptovska piramida. In kot sem rekel, stara več kot 4600 let. Glejte, zdaj pa treba malo skočiti naprej. Faraon Džoser je bil vladar 3. dinastije. Zdaj pa pridemo v 4. dinastijo. Faraon Snefru nas bo zanimal. Vladal je tam okrog 2600. Tu se zdaj spet pojavi vprašanje, ki sem ga že prej načel, kako dolgo je ta faraon vladal. Eni so rekli 15 let, drugi so rekli 32 let in tako naprej. Dan današnji se arheologi, čeprav ni nekega fiksnega dokaza, nagibajo k temu, da je Snefru moral vladati vsaj 30 let, če ne res 32, pa morda še kako zraven. Ste rekli, kako to vedo, če ni dokazov? Zelo preprosto. Noben, ampak prav noben drug faraon ni storil tega, kar je storil Snefru. 3 piramide si je zgradil. In jasno je seveda, da to se ni zgodilo čez noč, ker te piramide ni gradil vse 3 naenkrat, pač pa vsako posebej, eno za drugo, ker pač za prejšnjo ni bil zadovoljen. In bomo seveda pogledali, zakaj. Tudi v Snefruju ne vemo veliko. Vemo, da je bil oče slovitega Keopsa in da je zgradil vsaj 3 piramide, nekatere pravijo celo 4. Ampak za 3 se takoj zmenimo. Poglejte, o Snefrovi vladi vemo le to, da naj bi vodil
pohod v Libijo, katerega namen je pridobitev vojnih ujetnikov, ki bodo delali na teh njegovih gradbiščih. Tukaj se moramo seveda malo vprašati, a je to res? Verjetno ne. Zakaj ne? Poglejte, zelo zmotno je prepričanje, da so stari Egipčani pod prisilo nekih beričev, ki so stali za njihovimi potnimi hrbti z biči v rokah, gradili te velikanske stavbe. Zgodba je precej bolj zanimiva in tudi pametno seveda zastavljena. Glejte, vsako leto je Nil poplavljal, kar je pomenilo, da kmetje ne morejo delati na poljih. In v tem obdobju, ki je trajalo približno 3 mesece, torej 1/4 leta, kmetje niso delali in seveda niso nič zaslužili. To bi pomenilo, da bi mogli kmetje sami skrbeti, da bi prej ostalih 9 mesecev nabrali dovolj, da so še te 3 preživeli. Ker se to ni zgodilo, je tu skočila država. Danes bi mi temu strokovno rekli javna dela. Torej, mi imamo armado brezposelnih delavcev, ki je treba nekako zaposliti. Dobro, danes gradili ceste ali pa vodovode ali pa kaj svem kaj, takrat pa je Snefru rekel, piramido hočem. In egiptovski kmetje so šli graditi piramido. Z veseljem, ne pod prisilo. Zakaj? Prvič, ker so vedeli, da bodo plačani v obliki hrane, pijače zase in za družine, obleke in vsega tega. In veseli so bili tudi zato, ker jih je vera učila, da bodo s tem, ko bodo zgradili faraonu veliko trdno grobnico, tudi sami sebi seveda močno povečali možnost za srečno življenje v onostranstvu. Torej, nadejali so se, kot se temu reče, božjega lona in so šli z veseljem delati. Itak niso imeli kaj drugega. Kasneje vemo, da so faraoni to delovno silo za kaj drugega še uporabljali, ker najbrž na eni točki nehajo seveda piramide graditi. Torej, libijski ujetniki morda so res delali tukaj, ampak seveda glavnina je bila pa svobodnih egiptovskih delavcev, ki so bili 3/4 leta kmetje, 1/4 pa gradbeniki. Prva piramida je v kraju Medum. Kaj je z njo narobe? Vidite, usula se je. Namreč Snefru ni imel tako dobrega arhitekta, kot je bil Imhotep, in ta je začel graditi piramido dobesedno na pesku. In ko je bil pritisk prevelik, se je piramida usula. Morda, to domnevajo, vemo pa ne, je bila kriva tudi zmotna kalkulacija ali pa zmotni račun, da je bil seveda nagib preveč oster. Kot, pod katerim so gradili, je bil preveč oster. In piramida se sesuje. V tako pokveko se pa že faraon, kot je bil Snefru, ne bo dal pokopati. Torej, treba graditi novo piramido. V bližnjem kraju Dahšur so seveda začeli graditi nekaj novega. In gledajte, kaj je nastalo. Zgodba se je seveda na neki točki ponovila. Tokrat so sicer zbrali trdno skalno osnovo, kar se vidi, ker piramida stoji, ampak arhitekt je napak izračunal kot. Lahko vidite, da je precej strm do tod. Potem je pa zračunal, da se je piramida podrla, ker bo previsoka, pretežka. In je kaj naredil? Ja, kot je spremenil in zaključil delo seveda pod precej bolj topim kotom. Predstavljajte si, kako bi to šlo sem gora, recimo do tod bi bila piramida, če bi kot ostal nespremenjen. Če bi jo seveda lahko zgradili, malo verjetnosti, da bi zdržala. Torej dobimo zalomljeno piramido.
Mi vemo, da je Snefru nekaj časa razmišljal, da bi bil pa tu vendarle pokopan, namreč našli so jašek in pa grobno izbo, ampak vse brez dekoracij. Potem pa, ne vem, se je nadejal še zdravega življenja naprej, je rekel, tudi ta ni v redu. In gremo na novo. In glejte, v tretje gre rado, kot pravi naš slovenski rek. Nastane rdeča piramida, ki je prva, pravilna piramida v egiptovski zgodovini. 4 enake stranice tvorijo kvadrat, iz katerega se dvigujejo 4 strani, ki so pod enakim naklonom. Vse skupaj se združi na vrhu. Piramida je bila Snefruju všeč in v njej so ga tudi pokopali. Menda pa je imel Snefru idejo, da bo, ko je videl to piramido, da bo pa zgradil še 4., ampak ga je smrt prehitela. Zakaj še 4.? Zato, ker se mu zdel ta naklon pa preveč nizek. Torej, vendarle se mu zdela piramida prenizka, pa sploh ni nizka. Piramida je približno 90 metrov visoka, torej daleč od tega, da bi bila nizka. In ta piramida je seveda služila za vzor vseh ostalih. Grobna izba, vidite, je taka, narejena iz not zamaknjenih kamnov, ker oboka stari Egipčani niso poznali, in na ta način so potem grobne izbe naredili tudi naslednji faraoni. Glejte, faraoni, ki naredijo največje in največ piramid, so vsi potomci Snefruja. Torej, te piramide, ki jih tukaj vidimo, nekropola v Gizah, nastanejo pod Snefrujevimi potomci, pod njegovim sinom, vnukom in pravnukom. To so seveda Keops, Kefren in pa Mikerinos. Ta pogled je verjetno eden najbolj slavnih na svetu. To je tista stvar, ki se mi predstavljamo, ko pomislimo na stari Egipt. In okrog teh piramid toliko legend in vsega tega speljano, da bi lahko seveda v neskončnost govorili. Ampak tisto, kar je meni najbolj všeč, je rek, ki so ga menda že stari Egipčani si izmislili: čas kljubuje vsemu, piramide kljubujejo času. Vemo, da so to edini preostanek 7 čud starega sveta. Vemo, da so to najvišje kamnite zgradbe ali pa sploh najvišje kamnite zgradbe bile tja daleč v naš čas, da je v teh zgradbah materijala toliko, da bi lahko primerno visok zid naredili okrog ekvatorja in še je takih izračunov. Torej, definitivno gre za čudesa. In ker so to čudesa, o tem še danes ni dvoma, imamo tudi ogromno raznih teorij, da to pač niso ljudje delali, da so to bili vesoljci, pa ne vem kdo še. Ampak tisti, ki o tem govorijo in mislijo tako, pozabljajo eno preprosto dejstvo. Piramide so seveda tiste zgradbe, ki jih je najlažje narediti in ki seveda so tudi najbolj trdne in najbolj obstojne. Seveda, če so pravilno zasnovane in če je material pravi. In tukaj pri Gizah je najlepši dokaz za to doma. Glejte, o vseh 3 faraonih vemo malo. Torej, Keops, Kefren in Mikerinos. Nažalost je Herodot tisti, ki ve o tem največ povedati. Njegova zgodba je za lase privlečena, jo je pa vsekakor zanimivo poslušati. Herodot pravi, da je bil Keops strašen vladar, ki so se ga vsi bali, vladal je kruto in to približno 50 let. Dal je zapreti templje, izvedel reforme, po katerih naj bi ves Egipt bil njegova last in tako naprej. In svoje ubogo ljudstvo 50 let silil, da so gradili piramido. Nasledil ga je sin Kefren, ki je bil tak kot njegov oče, ali pa še slabši. In njegova vlada se tudi pohvali z piramido, ki je danes, ker je
vrh ohranjen, kar pri Keopsovi ni, najvišja od vseh piramid. Ta ne bi vladal še dlje od očeta, skupaj ne bi ta dva vladala 106 let. Ne bom rekel, da je to neverjetno, ampak zelo malo verjetno v tistem času. In potem imamo tretjega, Mikerinosa, ki pa ne bi bil mil vladar, dober, prijazen gospod, ki pa je potem po nekaj letih vladanja dobil prerokbo, da bo kmalu umrl. In takrat je tudi on z bičem udaril in prisilil ljudstvo, da so tudi njemu zgradili piramido. Lahko domnevamo, da ni nič od tega res. Dejstvo je, da je sicer Mikerinosova piramida najmanjša od vseh, je pa seveda drugo dejstvo, da so verjetno za to piramido porabili ravno toliko časa, kot pa za piramide njegovega očeta in pa starega očeta. Torej, pustimo Herodotovo zgodbo kot zgodbo, mi pa poglejmo, kaj nam seveda arheologija govori o tem. Ena od najbolj bizarnih posebnosti je ta, da je faraon, ki je zgradil najvišjo piramido, upodobljen v tejle figurici, ki je visoka 8 cm. To je največji kipec tega vladarja. Ne bom rekel kip, pač pa kipec. Malo manjša je ta glavca, približno 7 cm. In to je vse, kar se tiče upodobitve faraona Keopsa. Faraona, ki je zgradil največjo veliko piramido. Malo hecno vse skupaj, ampak tako pač je. Bomo videli, njegov sin in pa njegov vnuk sta bila, kar se tega tiče, precej na boljšem. Zanimivo je, da seveda Keops, ki očitno ni veliko dal na lastno podobo, ni tega prepovedal svojim sorodnikom. Tukaj imamo njegovega brata Rahotepa in njegovo ženo Nofret. Še posebej Rahotep velja za enega takega večnega lepotca, je pa ta kip ali pa oba kipa sta zaslovela predvsem v obdobju pred in po drugi svetovni vojni, ker so rekli, ta Rahotep je kot izrezan Clark Gable, tedaj zelo priljubljen ameriški filmski igralec. Seveda, je pa vendarle bil 4000 let prej med živimi kot pa Clark Gable. Kakorkoli, rekli bi, zelo moderna podoba, kratki lasje, brčice, vidimo, očitno se je sončil, solarija v Egiptu niso rabili, torej zelo modern gospod. In tudi gospa lepa, nakit, očitno urejeni lasje in seveda tudi obleka, ki ravno prav poudarja njeno ženstvenost. Torej, absolutno nekaj zelo lepega. In to je tisto, kar je seveda ključno pri vsem skupaj, da je umetnost v tistem času seveda zmogla res perfektne upodobitve vladarjev, ne glede na to, da Keopsa nimamo med temi upodobitvami. Poglejte, jaz sem že omenil večkrat, da imamo v starem Egiptu navado, da so ljudje težili k temu, da je faraon čim bolje pokopan, da bodo tudi oni čim boljše na onem svetu živeli. In zato imamo okrog Keopsove piramide ogromno število grobov, pač, bližje si faraonu na tem svetu, bližje boš tudi na onem svetu. Bomo rekli tako malo grdo, tukaj pri koritu, pa tudi na oni strani. In tako seveda imamo tukaj člane družine pokopane, tukaj pa visoke uradnike. Velika piramida, danes je visoka 123 metrov, nekoč je bila 146 metrov, je seveda velikansko delo. In v vsakem primeru nič podobnega ni bilo zgrajeno, ne v Egiptu, bom rekel, po dobi teh treh faraonov ali pa kjerkoli drugje na svetu. Vidite, da je zgrajena iz kamnitih blokov, ampak ne v celoti.
notranjščina ni tako trdna, kot si mislite. Znotraj imate razne prostore in pa potem nasut material, torej niso samo kamnite klade, malo so goljufali pri tem, ker verjetno bi bilo potrebno, ne vem, mislim, da 1 200 000 kamnitih klad, da bi to zgradili in tega ne bi mogli. Nasut material pa se je seveda dal veliko hitreje not dati. Predstavljajte si, da so gradili to kot neko obod, pa potem material not nasipali. Tukaj zgleda vse skupaj kot eno stopnišče, kar pa seveda prvotno ni bilo tako. Prvotno je bila piramida seveda oblečena v svetu apnenec, ki je danes zginil. Uporabili so ga potem Arabci, da so zgradili Kairo. Večina tega apnenca, lepo zglajenega, je danes v kairskih palačah, mošejah. Predstavljati si morate, kako je to izgledalo, ko je bila piramida narejena, ko je bil ta apnenec zglajen, se je svetla v soncu, odbijala je svetlobo, ki je seveda v Egiptu zelo močna. In tukaj je seveda ena od najbolj verjetnih teorij, kako so piramido gradili. Torej naredili so tako klančino, okrog in okrog, tako spiralno, in po njej seveda dvigovali klade. Klančina je rasla skupaj z piramido. Mnogi so trdili seveda, da so naredili ravno klančino, torej klančino, ki bi tekla takole. Ampak sodobni znanstveniki so izračunali, da bi ta klančina morala biti dolga vsaj 2 kilometra in bi v njej bilo več materijala, kot pa v piramidi. Torej je bilo to nemogoče. Če bi pa že to naredili, bi seveda kakšni ostanki ostali, pa jih ni. Torej je to tista najbolj verjetna oblika gradnje. Poglejte, notranjščina odraža to gradnjo. Torej, faraonova grobna izba se je selila 5, 7 in na koncu 10. To je današnji položaj faraonove grobne izbe. Tako pa seveda zgleda načrt. Torej imamo 5 plasti granita, potem to dvokapno streho, okoli seveda tega prostora, v katerem je še danes sarkofag, prazen. Vse skupaj izgleda kot en trezor. Vse skupaj je narejeno iz asuanskega granita, ki je bil tedaj najtrši kamen, ki so ga uporabljali v gradbeništvu in potem seveda še dolga stoletja. Tako. Tisto, kar je še pustil Keops za sabo, je pa pogrebna ladja. Dolga je, kot sami lahko vidite, precej več kot 30 metrov, narejena je iz lesa, iz cedrovine in skupaj, ne bom rekel, da je zbita, pač pa sestavljena, brez uporabe kovinskih žebljev. Zakaj so jo uporabili? V tisti hišici, ki je na ladji, so prenesli na ramenih faraonovo krsto. Potem so jo dali v sarkofag, ladjo razstavili in pokopali zraven. Na srečo so jo našli, nedotaknjeno, in danes je sestavljena. Ne več v tem muzeju, pač pa v tistem novem, velikem egiptovskem muzeju naj bi jo razstavili. No, zdaj pridemo pa do Kefrena. Kefren, ki je seveda svojevrstna pojava, namreč veliko več je pustil za sabo kot pa njegov oče, čeprav je Keops precej bolj znan, ampak Keops, kot smo videli, pusti za sabo 2 majhni figurici in veliko piramido. Kefren pa seveda na vseh področjih naredi več za svojo posmrtno slavo. Tukaj imate njegovo podobo, vidite, zelo živo deluje. Kefren je seveda najbolj znan po tej upodobitvi. V ozadju njegova piramida z lepo ohranjenim vrhom in pa seveda spredaj sfinga, ki nosi njegove obrazne poteze. Zdaj, sfinge so bile prej in so bile kasneje, z podobami vladarjev in vladaric, ampak nobena seveda ne tako velika kot ta. Tisto, kar je Kefren pustil pa za sabo in kar je na nek način najveličastnejše, je tale kip, ki ga danes v Kairskem muzeju hranijo. Torej kip,
iz diorita. Tukaj ga lahko vidite, Kefrena, močnega vladarja, fizično, tudi po obraznih potezah vidite, da je bil močan, odločen vladar in narejen seveda iz materijala, ki velja za najbolj trd kamen. Ni tršega kamna. Pustimo zdaj diamante, kristale in tako. Tršega kamna ni. Kako so ga izklesali in pa seveda zgladili, samo ena možnost je. Z istim kamnom so ga obdelali. In to je seveda samo dokaz, kakšni mojstri so bili stari Egipčani. In kaj je pravzaprav Kefren od njih zahteval. Po drugi strani je bil pa Kefren očitno vladar, ki se je bal za svojo podobo. Namreč zadaj, za to lepo glavo je Horus, bog, zaščitnik faraonov, ki tukaj dobesedno, fizično ščiti faraona, ščiti njegov vrat. Očitno stari Egipčani velikokrat poškodujejo kipe ali vladarjev ali koga drugega, tako da jim odsečajo glavo. In Kefren je rekel, meni pa ne boste. Torej, tukaj odsekati glavo ni možno, ker je kamen tukaj pravzaprav najbolj debel, ker morate šteti glavo, plus seveda še ptiča zadaj. Torej, Kefrenu bi lahko odbili nos, vidimo, da so mu odbili brado, niso mu mogli pa odbiti glave. In to je seveda samo dokaz, kako bister je ta vladar bil. Verjetno pa Kefren seveda ni doživel kakega hudega napada, namreč tukaj imate njegov kip iz alabastra, ki je pa zelo mehak kamen, sila mehak in tega tudi niso razbili. Vidimo pa še nekaj, da je ta kip nastal za faraonovega življenja. Če je brada pravokotne oblike, je bil živ, če je zakrivljena kot črka J, pomeni, da je bil mrtev. Sfinga in piramida sta samo del tega velikega kompleksa, ki ga je Kefren pustil za sabo. Tukaj vidimo piramido nadaleč in pa ostanek seveda poti, ki je vodila od reke Nil pa tja do seveda piramide. In zraven sfinga. Mislim, da je 88 metrov dolga. Sfinga je vedno kombinacija človeške glave in pa leva oziroma levinje. In kot sem rekel, v starem Egiptu je vedno moška. Tudi če žensko predstavlja, je moška žival. Torej, podoba precej poškodovana, delno zaradi vetra, kot lahko vidite, delno so Francozi nos odbili, pa še kaj drugega se je dogajalo. Sfingo so delno klesali, delno so jo pa zidali. In pogledajte ta rep, ki je lepo obnovljen. Tisto, kar je pa verjetno največji dosežek arhitektov v Kefrenovem času, je pa tako imenovani tempelj v dolini ali pa dolinski tempelj, namenjen čaščenju faraona po smrti. Narejen je iz granita, iz enostavnih granitnih klad, kar pogledajte tukaj. Ampak kaj je tu tako zelo posebnega? To. Poglejte, kako so to klesali. Poglejte, kako je kamen klesan. Ta stopnička, to je klesano. Tukaj vmes ni malte. Tu niti igle ne morete not poriniti, tako natančno se dve kladi pokrivata. Podobno so kamen obdelali tudi Inki, ampak ne asuanskega granita. Torej, dejansko se lahko samo čudimo, ko gledamo to mojstrovino starih Egipčanov, njihovih umetnikov. In zadnji od teh graditeljev piramid, Mikerinos. Tukaj imamo njegovo glavo iz alabastra, vidimo prijazna figura, bolj kot pa njegov oče. Mikerinos je bil verjetno res dober človek, poznamo njegovo veliko ljubezen do dveh žena, ki jih je imel, s katerima se je dal tudi upodobiti. Tudi tukaj vidimo seveda na podoben način upodobljenega kot očeta, ampak mnogo bolj privlačnega oziroma mnogo bolj nežnih potez. Pustimo proport z glave in telesa, seveda ni čisto pravilen, to pa verjetno zato, ker so želeli
kralja pokazati kot nadčloveško močnega, široka ramena, mišičaste prsi. Ne. To so neki lepotni ideali, ki so od starega Egipta do danes ostali prisotni. Poglejte, tukaj imamo pa 3 triade, torej Mikerinosa, vedno prisotnega na sredi, z člani družine in pa nekaterimi božanci. To pa v Egiptovskem muzeju v Kairu hranijo. Vsi kipi so iz bazalta narejeni in so izjemne kakovosti. Ne vidite Mikerinosa tukaj z 2 boginjama, še posebej Hator, boginja rodovitnosti, tukaj izstopa, potem ga imamo z ženo in sinom. Žena nosi tudi rogove boginje Hator. Boginja Hator je bila boginja rodovitnosti in ženske lepote. Zdaj bom neki dan današnji politično nekorektnega rekel, ampak lepo prosim, da mi odpustite. Če si stari Egipčanki rekel, torej ženski starega Egipta, ki je lahko bila zelo mlada in lepa, da je lepa kot krava, si s tem mislil pohvalo. Ker krava je bila simbol boginje Hator, ki je bila simbol, ki je bila ženska lepota poosebljena. Torej, lep kot krava je bil kompliment za žensko. Danes seveda bi verjetno dobil kaj v glavo. Ampak takrat pa seveda se je to drugače razumelo. No, tukaj vidimo boginjo, zelo zanimivo, Anubisove dežele, tu imamo tega šakala, simbol boga smrti, in pa potem še nekaj upodobitev, te pa niso iz Kaira, imamo boginjo Hator, ženo faraona in pa faraona samega. In pa potem še eno upodobitev, torej Mikerinosa z ženo. Poglejte, kako ga gospa podpira. Tukaj lahko vidimo, da je imela ženska v egiptovski družbi zelo veliko vlogo, veliko večjo kot kjerkoli v tedanjem svetu in recimo enega sumerskega ali pa babilonskega vladarja si ne morete tako predstavljati. Tukaj imamo pa moškega, ki simbolizira vitalnost, moč, ki pa seveda je bom rekel, podprt strani žene, ki ga tako ljubeče objema okrog pasu. Danes bi to skoraj, bom rekel, že malo hecno gledal, da moški žensko tako objame, ja, okej, ampak veliko manj pogosto pa vidimo, da ženska moškega tako objame. Kaj šele monarha, kaj šele kralja, kot je bil Mikerinos. Poglejte, Mikerinosova piramida je zadnja od teh 3. Zakaj je najmanjša? Verjetno zaradi tega, ker je grajena iz granita. Torej iz najtršega gradbenega kamna in je visoka samo nekaj malega nad 80 metrov. Če bi jo gradili tako, kot pa seveda so gradili prejšnji 2, bi bila verjetno enako visoka. Namreč zračunali so, da število delovnih ur, ki so jih porabili za to piramido, ni dosti manjše kot pa za oni 2, ta veliki 2. Poglejte, z Mikerinosom se ta zgodba konča. Odslej naprej zgradijo samo še nekaj piramid, ki se nam niso ohranile ali pa v tako slabem stanju, da jih ni vredno pač omeniti. In piramida, ki simbolizira seveda sončnega boga, to pravzaprav bi mogel na začetku povedati. Namreč stranice piramide predstavljajo sončne žarke. Sonce kot vir, tako se veste, kako sončne žarke rišemo, padejo na zemljo in ti se v obliki piramide dotaknejo zemlje. V naslednjih obdobjih, ki jih bomo spoznavali, piramide po obliki zamenjajo obeliski, ki imajo na vrhu gor take mini piramide, po katerih se seveda pač sončni žarki lepo spustijo na tla. In z Mikerinosom se konča tudi to bleščeče obdobje. Vsega skupaj je bilo zgrajenih veliko več piramid, ampak te so najpomembnejše. Mi bomo tukaj končali in naslednjič bomo nadaljevali 1000 let kasneje, v novi državi z čisto drugimi vladarji in seveda čisto drugimi problemi in pa rešitvami.
Piramide so pa še vedno tu in še vedno predstavljajo pravzaprav najveličastnejši simbol tega starega faraonskega Egipta. Hvala lepa za danes.